Zdravljeni, z vami sem Minka. In prvo zadevo, preden začnem, bi rada vas povabila 2.4. Imam predavanje, brezplačno predavanje na Kureščku, Golo, kulturni dom Golo. V glavnem se bom dala povezavo spodaj do informacij, ampak v glavnem se veselim tega predavanja, zato ker vem, da bo super. In včeraj sem bila pa v Tržiču v okviru knjižnice, smo imeli predavanje in je bilo, ne vem, recimo 50 ljudi, taka energija, tako lepo, toliko srčnih ljudi skupaj na kupu in super je bilo. In zdaj, o čem smo govorili in ja, to želim deliti z vami, ker mi je tako, a veste, ko ti srce poje od hvaležnosti, ker veš, da lahko pomagaš ljudem, da se razbremeni energijsko polje. Na začetku smo začeli govoriti o podzavesti, kako se zapisi, ki jih nosimo po družinskem deblu, prenašajo iz generacije v generacijo. Ta trenutek se pa dejansko čistijo, če ste tam okrog 50, 60 let, 45 let, skoraj sigurno se vam čisti neko čustvo, ki ga je doživljala vaša babica ali pa vaš dedek tam v času druge svetovne vojne ali pa recimo kmalu po drugi svetovni vojni. Zakaj sem tako prepričana? Ker poglejte, naša generacija, ki smo zdaj tam okrog 50, 60, 65 let, lahko tudi starejši, tisti, ki ste že šli, ki ste okusili, kako je bilo odraščati po vojnem času. In predvsem tisti, ki imate starše, ki so se rodili v vojnem času, druge svetovne vojne, zdaj vemo, da nekako so, pa se čuti, da so nestabilni časi okrog nas. In to pritiska na naše energijsko polje. In to, kar pritiska na naše energijsko polje, pomeni, da je tukaj z namenom, da bomo ozavestili naše strahove, da jih predelamo in da gremo naprej. Pogosto se pa ljudem zgodi, ko naenkrat pride taka količina čustev, naenkrat, na večjih področjih, naenkrat se lahko zgodi, umre oče ali pa en od staršev, v službi ti nalagajo nove in nove zadeve, ne znaš reči ne, ne znaš se postaviti za sebe. Na partnerskem področju se nekaj ruši, lahko se zgodi še v istem času bolezen v vaši družini, pač več različnih področij se sestavi v isti čas z namenom, da se ista vibracija počisti. In zdaj človek bi rekel, če gre iz vloge žrtve, zakaj se meni to dogaja? Zakaj ravno meni? Zakaj drugi živijo toliko bolj srečno od mene? Ampak ne gre se za to, zakaj drugi so bolj srečni od mene, kot to, kdaj pride ta prav čas, ta prava časovnica za mojo dušo, ko reče, zdaj je pa čas, da ozavestiš vse te bolečine, da pridejo na plan in da jih počistiš. In ja, seveda, če jih pride naenkrat preveč, se lahko to odraža kot nerazložljiva žalost, imate občutek, da se kar sesedete vase, jokate, brez energije, lahko imate podobne znake kot neka depresija, vas tišči noter v prsih, ne morete spati, ste nemirni, ne morete se zbrati, težko mislite, imate tesnobo, enostavno ne veste, kaj se vam dogaja, veste pa sigurno, da ne zmorete več. No in zdaj, kaj vas uči vaša duša takrat, ko imate občutek, ne zmorem več? Vam povem zgodbo gospe, ki je bila na svetovanju, prav ta ne zmorem več. Diagnoza je bila, diagnoza zdaj je na bolniški, izgorelost. In ta izgorelost jo je pripeljala do tega, da ve, da je treba čustva izraziti, da ne more več bežati pred njimi. In ko so šli zapise teh čustev, vam povem, iz drugega ne morem reči, kot da sem hvaležna za moj dar, da lahko ljudem pomagam, da ozavestijo zataknjeno energijo, zakaj se jim to dogaja. In tisto osnovno čustvo pri njej je bilo, potreba imam potem, da prosjačim za ljubezen. Se pravi, zdaj bom še bolj pridna, še več bom naredila za to, da bo nekdo rekel, pridna, dovolj si bila pridna. No in ta
žalost, ta koda, sploh ne izvira iz tega življenja, ampak iz enega drugega življenja, ker v tem drugem življenju je bila zelo osamljena, hrepenela je po ljubezni, ni je dobila in na koncu si je sodila sama. Zdaj pomislite, če se vam ta trenutek zloži skupaj bolečina večjih življenj naenkrat in pride preveč, to pomeni, da je ista vibracija zataknjena na večjih področjih in enostavno vaša duša je rekla, zdaj le bomo to počistili. In če ste prišli do tega videa, verjemite mi, je namenjeno, da to poslušate, da boste ozavestili, da obstajajo rešitve in naslednja zadeva, da lahko to počistite. Se pravi, niste sami, niste osamljeni pri tem, ko imate težave. Zdaj pa pojdimo lepo po korakih. Ko boste vi, ko se nam začnejo take težave dogajati, ko čutimo, da je naše čustveno telo preobremenjeno, zdaj, da si boste lažje predstavljali, to izgleda na ta način. Ne? To je čustveno telo okrog nas in teli balončki so pač energija ljubezni, hvaležnosti, vznesenosti, sami dobri občutki. Tole je zamera, strah, ki se priveže na gležnje, na noge, težke noge, pekoče noge. Tole je strah, ki ti brenči okrog glave in ti enostavno, ne vem, moram se skriti. Potem je, recimo, tole je jeza se obesi na nadledvične žleze in te jezi in popeniš za brezvezne zadeve, v bistvu, kar nekomu bi vrat človek zavil. Glejte, če se vam te kode, ne, ker ta negativna čustva so v bistvu tako kot virusi, tako kot kode. In te kode se aktivirajo ob določeni časovnici. Se pravi, vaša duša pozna odgovore. Ko so zunanje okoliščine take, ki so v sozvočju z vašo bolečino, pomeni, da takrat pridejo te rane na dan. Zdaj pa kako jih počistiti? Ne na ta način, da rečeš, stiska me v prsih, ne morem spati, preobremenjene misli imam, ne morem se umiriti. Se pravi, kaj potrebujem? Antidepresive. Nisem proti antidepresivom, da se razumemo. Sem čist za takrat, ko ne zmorete, ko imate preobremenjeno živčevje, da si pomagate s tableti, da si pomagate s triptofanom, da vam umiri živčni sistem. Triptofan je aminokislina, ki je glavna sestavina za hormon sreče. Se pravi, deluje proti depresiji. Ampak nisem pa zato, da postanete redne stranke in do konca življenja zobate neke tablete. In to pomeni, vi morate razumeti, da vaše čustveno telo, vaša duša se je odločila, da bo to čustveno telo razbremenila in zato pridejo vsa ta čustva naenkrat. Ali pa recimo zdajle strah glede bodočnosti, kaj se bo dogajalo, kako bojo stvari šle. Točno tam smo, kjer se je naša duša odločila, da bomo. Pojdimo najprej na tole nestabilnost. Leta nazaj sem bila na eni delavnici in na tej delavnici je bilo tako, da plesali smo kundalini dance. Pač to, v bistvu, to je ples, kjer plešeš, kakor sam želiš plesati. Ful zanimiva zadeva. Nikakor pa ne po nekih rutinah, gibaš se tako, kot želiš se gibati, ampak z zaprtimi očmi. Jaz dejansko se nisem niti gibala, ampak sem imela občutek, kot da pospešujem, da se hitreje dogajajo zadeve, kot neko generator, kot neko elektromagnetno polje, ki je vedno hitrejše in potem pa v enem trenutku sem začutila, kot da se je naredil pok. Potem je nastala tišina. In po tej tišini me je preplavila taka radost, da vam ne morem povedati. Meni so tekle solze sreče od tega, kar bo, ker ta nova zemlja prihaja. In to novo ne more priti v našo staro zavest, ki je okužena s strahom, zamero, sovraštvom, z nemočjo.
Ta nova zavest lahko pride samo na ta način, da gremo v svoje rane, v tiste Pandorine skrinjice, jih odpremo, pogledamo, kaj je tam noter, odpremo tiste omare, kjer so okostnaki noter zapakirani in pogledamo svoje strahove in jih z zdravilno molitvijo dekodiranja enostavno počistimo. In če se vrnem nazaj na včerajšnje predavanje, ko sem potem učila, kako naredimo zdravilno molitev dekodiranja, vam povem, z eno molitvijo je strah že odšel. Zanimivo, včeraj sem jih vodila skozi mišični test in smo probali, zase menim, da sem grda. A veste, koliko žensk je šlo naprej tako pritrdilno? Zase menim, da sem grda. Halo! Kaj je standard lepote danes? Narisane obrvi, napumpane ustnice, če nimaš idealnega nosu, seveda popravljen nos, neki filerji tukaj noter, pa verjetno še kje kakšni filerji. To je standard lepote. To je brez veze. Standard lepote je dejansko to, da pogledajte, če vi greste v gozd, vsako drevo je tako čudovito. En ima take grče, pa drugačne grče, pa veje tako, eno je bolj vitko, pač vsako drevo ima tako čudovito strukturo, ampak ni to eno in isto. To ni nasad, ker je vse eno in isto. Ampak, ko gremo v gozd, vidimo to raznolikost. In ravno tako ljudje imamo tako to lepoto, vsak je drugačen. Ja, če nas je življenje pošteno šolano, tudi gube pričajo, vsaka guba posebej priča svojo zgodbo. Ampak je v redu. Je priča nekemu težkemu obdobju v našem življenju. In tudi to je v redu, ko ti sprejmeš. To je v redu. No, gospa, ki je bila pri meni na svetovanju, prišla s takimi debelimi, globokimi podočnjaki. In ko sem ji delala terapijo, zdaj ne znam ponoviti, ker niti nimam pojma, jaz grem samo skozi mene, grejo informacije, ampak smo šli brati informacije, ki so zapisane na njeno nadledvične žleze. In vam povem, ko se je parkrat pošteno zjokala, ona je od mene šla brez podočnjakov. Več tako, wow, kaj dela, ko se naše energijsko telo napolni z Božjo svetlobo? Kaj dela na celični ravni? In to moč imate v sebi, da to počistite. Zato vas učim, zato vzemite v roke knjigo, pač ta gospa je vzela, ko imajo duša žur, in začnite delati po knjigah. Pejte v svoje rane. Otroštva, ko ste prosjačili za ljubezen, ko ste bili nemočni, ko ste se bali, kako bo, ko mogoče vas niso zmogli popestvati, niso imeli časa ali pa si niso vzeli časa za vas in ste sklenili že mogoče v zibelki, na tem svetu sem sama, nihče ne poskrbi za mene. Ampak eno, kar se moramo zavedati. Mi na tem svetu ne moramo biti sami, zato ker smo vsi ljubljeni otroci stvarnika. In če bi se zavedali, kako smo v očeh stvarnika dragoceni, kako smo ljubljeni, kako smo podprti, kako nam stvarnik želi dati več, še več od tega, kar nam daje. Ampak lahko dobimo samo toliko, kolikor je naša čaša sposobna sprejeti. Stvarnik nam želi natočiti, ampak če imamo mi tisto... Jaz se spomnim moje hčerke, ko so bile mečkane in ko so se igrale z barbikam. In veste, pri barbikah so tiste tam mečkane žličke in so se igrale s tistimi žličkami. In če se še danes, če želite življenje zajemati skozi to žličko, ki je nič od nič, kako naj vam stvarnik da več? Vi morate razširiti to posodo, kamor vam bo nalil
dal tisto, kar vam želi. Data, ne? Zdaj se bomo pa vprašali, kako povečati to posodo. Prva zadeva je treba se vprašati, če imam jaz zase program iz cerkve, kjer se vsako nedeljo trkam po prsih, nisem vredna, nisem vredna, nisem vredna, nisem vredna. Točno tako. Nisem vredna, stvarnik mi ne more dati, ker nisem vredna, nisem vredna. Ne? Poglejte, kakšen, samo ta stavek. Nisem vredna, da prideš k meni, ampak ne vem, mislim, da je tako, ampak zgodi se mi po moji veri. Tvoja vera je samo to, da nisi vredna. To je treba spremeniti. Jaz sem vredna, da prideš k meni. Jaz sem čudovita, lepa. Pač te pozitivne trditve so tako pomembne. Mi imamo naravnan na negativo. In ta nas vedno znova popelje do nove bolečine. Ko se je leta 2 pa 3 zgodilo nekaj bolečega in nas en spomin vodi v drug spomin in nas zapelje spet na tisto bolečo rano. Zato, se pravi, je prva točka. Kako bom jaz moj tako kontrolirala, da me ne pripelje vedno znova do tistega bolečega spomina? Veste kako? Obdam se s srečnimi spomini. Kako pa to narediš? Na ta način, da poiščeš slike, takrat, ko je tvoja duša pela od sreče. No, vsak od nas ima kakšen tak spomin, ki je enostavno, ko duša poje od sreče. To je v bistvu, da se naravnaš na frekvenco nekaj srečnega. Ne vem, moji občutki sreče so recimo vedno, ko smučam, je tako, meni duša poje. Pač plešeš. Ne vem, kje imate pa vi vaše srečne spomine? Ali pa en moj srečen spomin je, ko smo hodili ob Triglavskih jezerih in je bilo tako, da na celini, se pravi v dolini, padal dež in potem, ko smo tam hodili, je bilo že v jesenskem času in svici, tisti debeli, pač debeli svici, in smo se usedli tiho na skale in en svicec je tam zobal, ne vem točno kaj, ampak v glavnem se je hranil. Kaj še hočeš več? Popoln mir, popolna tišina, samo tam en svizec, ti, dobra družba in stvarnik. A ni to čudovito? Najdite 5 lepih spominov. Zato, da se boste namerno vračali, to je kot sidro, da se vračate v pristan, kjer je sreča. Da ko je neurje zunaj na morju, da se vrnete tam, kjer je sidro, kjer je sreča. Naredite to. Zelo pomembno zato, da se zasidrate v srečne trenutke. Naslednja zadeva je pa potem ta zdravilna molitev dekodiranja. Se pravi, date v zdravilno molitev dekodiranja, naj se sčisti strah, potem pa popravite škodo preko 4 zdravilnih središč, ki jih imamo eno tukaj čakra 3. očesa, ki je povezana s hipofizo. Hipofiza je povezana s celim hormonskim ustrojem. Potem drugo zdravilno središče je tukaj ščitnica, ki je povezana z limfnim sistemom, z delovanjem pljuč, srca, z razstrupljanjem telesa. Potem imamo tukaj 2 manjši čakri, ki sta povezane z delovanjem nadledvičnih žlez in z umirjanjem telesa, vnašanjem spokoja na celično raven. In potem tukaj sence, ki so povezane z epifizo. Epifiza je pa povezana z obnovo, s hormonom sreče, zadovoljstvom in spanjem. In naslednji korak pa je vizualizacija. Ko si predstavljaš, da v tvoji čarobni krogli nastaja tvoja srečna bodočnost, da si že popolnoma zdrava, da si že v ljubečem odnosu in občutiš vso to ljubezen,
So to ljubezen, ki jo lahko daš, ki jo sprejemaš, ki teče, da si že v službi, ker te cenijo, spoštujejo in ker si plačana za svoj prispevek. Da si v takih odnosih, kjer tvoja duša poje od sreče, da je tvoje telo zdravo, da se obnavlja, da si predstavljaš, kako nastajajo nove celice in kako se tvoje celice smejijo od sreče. To moč imaš. In zdaj vem, ko tole poslušate, tudi vam roke žarijo, tako kot meni zdajle. In na koncu samo to energijo položiš roke na prsa, drugo na solarni pleksus, vdihneš to energijo v sebe, samo rečeš stvarnik hvala za vse darove, ki mi jih daješ. Tako enostavno. In če vam ni enostavno, pač pridružite se enemu od online tečajev. Zdaj bom začela, čez 14 dni začnem online tečaj partnerskih odnosov, se pravi sistematsko, kako počistiti programe, ki te zadržujejo, strahove, ki te zadržujejo, da ne prideš do ljubečega partnerskega odnosa. Ali pa se pridružite našemu ženskemu krogu, vsak ponedeljek zvečer v živo, imamo pač neko temo, obdelamo, meditacijo naredimo in vam povem, povratne informacije, danes me je poklicala moja draga dušica, to je ena moja dušna sestra, Lidija, in je rekla, kakšne premike dela. Ona je taka zdravilka, ne rabi to šolanje, zaradi tega, ker čutim, ker ima uvide. In ko bo ona prečistila to skodelico, ki je še umazana, ko bo skozi njo tekla samo Božja svetloba, ona bo s to svetlobo zdravila ljudi. Jaz čutim tudi zdajle, ko to govorim, gre neka energija. To imamo vsi v sebi. To imamo vsi v sebi. Ja, da bo še eno stvar želim povedati. Ena stvar, ki želim povedati, je to, da takrat, ko grejo vsi ti podzavestni programi ven iz našega telesa, je obremenjen živčni sistem. In če se vam ta trenutek dogaja, da ste živčni, da imate depresijo, tesnobo, nespešnost, žalost, vaš živčni sistem je obremenjen in zdaj, če pogledamo, da je to živčna celica, to je mielinska ovojnica okrog živčne celice, tukaj imamo sinapso, ki gre na drugo živčno celico in tukaj pomeni, da nastajajo nove povezave. In ko imamo mi preobremenjen živčni sistem, ta preskok se ne more zgoditi. In to pomeni, mi potrebujemo večje količine cinka. Cinka potrebujemo tako, kar ene 5-kratno dnevno dozo, pač poštene doze. Recimo, če vzamete permen cink, jih vzamete od 6 do 9 na dan. Pač velike količine cinka, zaradi tega, ker cink je tisti, ki pomaga, da grejo te povezave naprej. To vam govorim iz izkušenj pri mojih strankah. Naslednja zadeva, ta mielinska ovojnica je narejena iz omega-3 maščobne kisline, narejena je iz kalcija, narejena je iz B12 vitamina, pa je pa noter še silicij, ki vse skupaj drži in tudi silicij povezuje dele povezave. In narejen je iz magnezija, se pravi magnezija, in da vse skupaj drži C vitamina. In zdaj, če gledamo vse to, kar potrebujemo, najbolj enostavno je, vzemite Pro-Vitality Plus, če boste pri meni vzeli, ne? Če boste šli pač nekam, kjer imajo prehranska dopolnila, samo toliko, da veste, kaj potrebujete. In potrebujete še kalcij pa magnezij z D vitaminom. To je to. Se pravi, če imate preobremenjen živčni sistem ta trenutek, da imate občutek, da vas zgrabi depresija, da imate občutek, da ste nemirni, da ne morete več, dajte podpreti svoj živčni sistem s Pro-Vitality Plus. Pro-Vitality vzamete po kosilu, kalcij, magnezij vzamete tik pred spanjem, cink vzamete pred spanjem, se pravi 6 pa 6. To je to. Nič posebenega, ampak vam povem, deluje. In pa boste videli,
kaj se bo začelo dogajati v vašem življenju. A ste čudeži. Jaz bom te povezave dala od spodaj v opis. Če vas zanima, pač kliknite. V vsakem primeru pojmo še na nekaj sporočil, skrat prehod v novo dobo, da vidim. Za tole dušico, ki zdaj posluša tale sporočila, tako občutim, ko v življenju zdaj gre kar čez težavno obdobje, ko se sproščajo neka nakopičena čustva, kaj je prav, da v zavesti, da ve, kaj je tisto, kar ji ta trenutek stvarstvo sporoča. Ta trenutek ti sporoča stvarstvo. Čas je za delovanje. Delovanje ti veča energijo. Nehaj se skrivati, naredi korake, vztrajaj na začrtani poti. Angeli ti stojijo ob strani, ker tvoja zavest se dviga na višjo vibracijo. Naredi korak naprej, ne se skrivati. Ja, to je povezano s tem, da se ti čistijo čakre, predvsem solarni pleksus, ki je pa povezan s tem, da čas je, da zažariš. Očitno to nek tvoj talent se hoče izraziti skozi to, da nekaj gre iz tvojega življenja. No in zdaj pogledamo, kaj se zgodi. Prav solarni pleksus. Kdor ima pomanjkanje energije na solarnem pleksusu, se želi skriti pred življenjem. Kdor ima preveč izražen solarni pleksus, je tisto, ki je v tistem egu. Ja, pa boš ti, pa dej. Moj kanal taki ljudje ne poslušajo, se ni zabat. Se pravi, moj kanal po večini poslušate ljudje, ki je čas, da povečate samovrednost. Lepe, stare duše, ki čutite, da je v vas nekaj več, ampak se bojite pokazati, kdo ste. Bojite sijati v svoji lepoti. Bojite se biti to, kar ste kot duše. In zdaj vas duša ne pusti več pri miru in vas sili naprej, da naredite korake naprej. Enostavno vas ne pusti več počivati. Slišim, ja, pa bi počivala. Ne gre več. Ne gre več. Duša ne podpira več lenobe. Hočete spraviti naprej, tako ali drugače. Tako da boš, da sodeluješ. Pač tako je. Tako da to naj bo za danes. Hvala, ker ste z mano. Čutim, da je tako lepa energija, da se res energije spreminjajo, da se nekaj premika, da se nekaj na kolektivni zavesti premika. Čutim, da res prihaja novo obdobje. Tako da želim vam vse dobro in niste sami. Tukaj smo duše, ki čutimo enako in je čas, da se začnemo povezovati skupaj. Tako da uživajte, vse dobro in če vas pokliče, kliknite na povezave spodaj.